Efezcem 2:7-10. Za malo časa si ga ponižal pod angele, slavo in častjo si ga venčal in postavil si ga nad dela rok svojih. Vse si podložil pod noge njegove, ker mu je pa vse podložil, torej ni pustil ničesar njemu nepodloženega. Sedaj pa ne vidimo še, da bi mu bilo vse podloženo. Vidimo pa Jezusa, ki je bil za malo časa ponižan pod angele zaradi trpljenja, smrti, venčanega slavo in častjo, da po milosti Božji okusi smrt za vsakega. Kajti spodobilo se je njemu, za katerega je vse in po katerem je vse, ko je mnogo sinov peljal v slavo, začetnika njih zveličanja popolnega storiti po trpljenju. Premišljam o Boga ti, ker
Then a voice came from the throne, saying, Praise our God, all his servants, you who fear him, both great and small. Zadetje 19, vrstica 5. In glas je prišel od prestola govoreč: Hvalite Boga našega, vsi hlapci njegovi, ki se ga bojite, mali in veliki. And then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing water and loud peals of thunder, shouting, Hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. In slišal sem kakor glas množice velike in kakor glas mnogih voda in kakor glas močnih gromov, govorečih: Haleluja, ker zakraljeval je Gospod, Bog naš vsemogočni. Let us rejoice, let us be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb is come, and the bride has made herself ready. Veselimo se in radujmo in dajajmo slavo njemu, ker prišlo je ženitovanje jagnjetovo in nevesta njegova se je pripravila. Naš Bog je velik. Velik je Bog, Bog z menoj je velik je On. Naj spoznajo
Jesus, the name above every name. Imena usemine. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Lord, we want to thank you for the cross. Jezus, hvala ti za križ. Thank you that you laid down your life for us. Hvala ti, da si ti položil svoje življenje za nas. That you sweat drops of blood. To je tvoja ljubezen za nas. Tvoj pot. Tvoja pot. Your heart broke Tvoje srce je bilo zlomljeno, over the separation from the Father. ker si bil ločen od očeta. You took the stripes on your back, Na hrbtu si bil ranjen, a crown of thorns on your head. Krona. na glavi si imel krono iz trnja. You were beaten and bruised. Bil si ranjen. Surely he bore our sickness and carried our sorrows. Nosil si naše bolezni in naše žalosti. We considered him afflicted, stricken by God. Mi smo te imeli za zapuščenega od Boga, za zapuščenega. But he was wounded for our transgressions. Ampak ti si bil za naše prestopke, He was bruised for our iniquity. si bil zato ranjen. The chastisement that brought us peace was upon him. The punishment, Kazen te je zadela zaradi naših grehov and by his stripes we are healed. in po tvojih ranah smo ozdravljeni. All
suffering. vse naše trpljenje, Oh, thank you, Lord. hvala ti, Gospod. Hallelujah. Thank you, Lord, whiter than snow. Because you live, we live also. Hallelujah. Hvala ti, Gospod, da zaradi tvoje krvi smo bolj beli kakor sneg in zato živimo. You are exalted to the highest place. Si na najvišjem mestu, King of kings and Lord of lords. kralj vseh kraljev in Gospod vseh gospodov. Worship
svojemu sosedu, Jezus živi v tebi. Haleluja. Dajmo, a lahko dvigneš roko, če bi rad, da kdo mol zate. Sam dvigam roko, če bi rad, da kdo mol zate. Ja, ok, ene par vas je. A lahko ustaneš, če si dvignil roko. Haleluja. Vi, ki ste okoli, molite zdaj za njim. Dajmo si vzeti par minut, pa molimo malo drug za drugega. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Ja, molimo malo drug za drugega. 7 stvari bi rad pogledal, kaj se je zgodilo na križu. In najprej bi sam rad povedal, da križ nima nobene moči sam po sebi. Zato lahko Drakuli križ kažeš ali česen, to je eno in isto, to nič ne pomaga. Zato ker, če bi križ sam po sebi imel moč, pol noben mafiozo s križem okoli vratu ne bi mogel nobenega ustreliti, a je tako? Ne bi mogel človek, ki si tetovira križ na sebe, delati hudobije. Ne bi, koliko ljudi v imenu križa, cerkev, koliko vojn se je začelo, haleluja. Ogromno. In naj ti povem, križ ni bil simbol prvih kristjanov, ampak je bila riba. Zakaj nimamo rib zdaj okoli po cerkvah, haleluja. Kaj pa bi si mislili, da smo ribiči, je tako? Ampak riba, prvi kristjani niso tako naredili, eno navpično črto, pa je pa on drug naredil vodo ravno črte, pa so rekla, wow, pa sva kristjana. Ampak so naredili pol krog in pol je drug naredil drug pol krog v obliki ribe in pa so rekla, ti si tudi kristjan. Zato ker IHTHUS, Ihtus, Jezus Kristus, Božji sin, rešitelj, pomeni riba, te kratice. In to je bil pa simbol, kako so se med sabo v času preganjanja kristjani prepoznavali. Ne povem, križ, jaz nikoli si nam dal križa okoli vratu. Raje bi si dal viselce okoli vratu ali pa električen stol. Ker križ je toliko izvodenel v cerkvu, da je postal samo religiozni simbol, ampak križ je v bistvu najbolj krut način, kako nekoga ubiti. To je bil križ. Križ je bil, če že imaš zlat križ, daj nekaj krvavega na njega, umaž ga, naredi ga groznega, če ga že moraš nositi. Ker križ ni zlat, cerkev. Križ je grozna stvar. Cerkev, križ, nama bi mogli biti slabo, ko pomislimo na križ. Tako, da gledava grozljivko po nesreči in pol hit prešalta v kanal. Cerkev, križ je bil to grozna stvar, da so ga ukinili te, ki so ga ustanovili, Rimljani, ki so bili navajeni metati ljudi not med leve za zabavo v amfiteatrih. Njim je bil križ toliko mučna stvar, da se rekamo, dosti s tem križem. Ne moramo več tega delati. Ker tam, razumeš, na križ pribijaš človeka in pol tam se muč in umira in kdo ve, kateri krokari se ga še vmes polastijo in kaj vse. Tako da to je, ne povem, križ sam po sebi nima moči. Moč ima, kaj je Jezus naredil na križu. Amen? Kaj je on naredil, haleluja. A ne bo da bes, da vsak mafiozo, ki ima križ okoli vratu, da bi točno vedel, kaj se je zgodilo na križu in da bi znal to sprejeti v svoje življenje, haleluja. Moja sestrična se je poročila cerkveno in je vse sakramente naredila v 5 minutah, da se je lahko poročila. Najprej je sprejela Jevsa, bila je krščena v vodi, izpolnjena Svetim duhom in pol še imela poroko, vse 5 minutah. In pol je bilo ful dobro za jesti in plesali so in vse živo. In pol mi rekla, Klemen, kako ti je bilo všeč poroka? Ker ve, da sem tako sprejel Jevsa in da sem zdaj vernik. In je hotela tako, pač mislila, da bom vesel, da se je tako kao krščansko poročila. Sem rekel, ful bi mi bilo bolj všeč, če te stvari, ki si v 5 minutah naredila, da bi štekala sploh, kaj pomenijo. Da bi vedela, kaj je to novo rojstvo, kako sprejmaš Jevsa, kako si izpolnjen Svetim duhom. In pol, haleluja, živi z njim. Amen. Dajmo si pogledati, kakšno moč, kaj 7 stvari, ki se je zgodilo na križu, ki jih lahko sprejmaš danes v svoje življenje. Amen? A vas zanima to? Dajmo si pogledati prvič,
Na križu je Bog obračunal z grehom. Enkrat za vselej. On je obračun in to je največja stvar, ki se je zgodila, je opravil je z grehom. Izaija 53:5, poslušajte proroka, 800 let, preden Jezus pride, piše takole. On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj. Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Izaija 53:5. 6. Mi vsi smo tavali kakor ovce, obrnili smo se vsak na svojo pot. Gospod pa je naložil nanj krivdo nas vseh. Bil je mučen, a se je uklonil in ni odprl svojih ust. Kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol, in kakor ovca, ki umolkne pred tistimi, ki jo strižejo in ne odpre svojih ust. 10. Gospodu je bilo po volji, da ga stre z bridkostjo, če da svoje življenje v daritev za greh, bo videl potomce in bo podaljšal svoje dni. Gospodova volja bo uspevala po njegovi roki. Izaija 64:5. Vsi smo postali kakor umazanec, vsa naša pravična dela, kakor umazana obleka. A še misliš, da si dosti dober človek, da ne rabiš Jezusa? Hebrejcem 2:9. Gledamo pa njega, ki je bil postavljen za malo časa nižje od angelov, Jezusa, kako je ovenčan slavo in častjo, ker je pretrpel smrt, da bi po Božji milosti okusil smrt za vsakogar. In potem Janez 14:6. Jezus pa mu je dejal, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. 1. Korinčanom 1:17. Kristus, to apostol Pavel piše, Kristus me namreč ni poslal krščevati, ampak oznanjati evangelij. In sicer ne z modrostjo besede, da se Kristusov križ ne izvotli. Beseda v križu je namreč za tiste, ki so na poti pogubljenja, norost, nam pa, ki smo na poti rešitve, je Božja moč. Saj je pisano, uničil bom modrost modrih, razumnost razumnih bom zavrgal. Kje je modrec, kje je pismovk, kje je razpravljalec sveta? Mar ni Bog modrosti tega sveta obrnil v norost? Ker pa svet prek modrosti ni spoznal Boga, v njegovi modrosti je Bog po norosti oznanila sklenil rešiti tiste, ki verujejo. Judje namreč zahtevajo znamenja, Grki iščejo modrost, mi pa oznanjamo križanega Mesija, ki je Judom v spotiko, poganom v norost. Tistim pa, ki so poklicani Judom in Grkom, je Mesija, Božja moč in Božja modrost. Kajti Božja norost je modrejša od ljudi in Božja slabotnost močnejša od ljudi. 1. Janezovo 2:2. On je namreč spravna daritev za naše grehe, pa ne le naše, temveč tudi za ves svet. Kološanom 2:13. Skupaj z njim je oživil tudi vas, ko ste bili mrtvi zaradi prestopkov in zaradi neobrezanosti svojega mesa. Odpustil nam je vse grehe in izbrisal zadolžnico, ki se je s svojimi določbami glasila proti nam. Odstranil jo je iz naše srede in jo pribil na križ. Razorožil je vladarstva in oblasti ter jih javno izpostavil, ko je v njem slavil zmago nad njimi. Haleluja. Se pravi, prva točka, opravil je z grehom. Jezus Kristus ti je odpustil vse tvoje grehe. Haleluja. Amen. A si kaj vesel za to? On ti je odpustil grehe, ki jih še nisi naredil. Ker še ne veš, da jih boš naredil, te jih je on že vnaprej odpustil. Haleluja. A se zavedaš tega? Če to veš, pol ne boš nikoli več pod obsodbo. Pol ne skozi na vrtiljaku in večina kristjanov, ki se bliža Bogu, razmišljajo, kdaj so nazadnje grešili, kaj so se še pozabili spokoriti in pol šele grejo pogumno pred Boga. Ne ti povem, on ti je že vse grehe odpustil, zato za božični dan angeli pojo, slava Bogu na višavah in mir in dobra volja ljudem. Haleluja. Bog ni več jezen nate. Haleluja. Amen. Bog se nikoli več ne bo razjezil nate.
Amen? Ja, kaj pa, če bom koga ubil? A se v pol Bog razjezil name? Ne, sam bo žalosten. Ne bo mu kul, zato ker si njegov otrok, pa živiš tako slabo. Sam boš imel pa v zaporu priložnost ljudem govoriti, kako ti je Bog odpustil in sprejeti novo življenje, haleluja. Ampak ne te povem, kdorkoli pride k Jezusu, ne more živeti v temi, haleluja. Ti ne samo, da ne moreš človekov biti, ti še sovražiti ne moreš nobenega. Ker se ti na novo rodiš, ti ne moreš ljudi sovražiti. Amen? Jaz sem že probal, pa ne deluje cerkev. Res, jaz vsake toliko časa hočem koga sovražiti, ker mi gre na živce, pa ne morem cerkev. Ne morem, pol se že ujamem, pa hočem nekaj dobrega za njih narediti. Ker v meni je večno življenje, haleluja. Amen? Jezus se obračunal z grehom, razumeš? Enkrat za vselej, haleluja. Če se ti valaš v grehu, je to zato, ker ne štekaš tega. Amen? Ker ne razumeš, da nisi več grešnik. Amen? Če ti skozi govoriš, jaz sem grešnik, boš skozi grešil. Če pa veš, da si Božja pravičnost v Kristusu, haleluja. Pol pa, če si boš nogo umazal, haleluja, boš hitro prišel k Jezusu, da ti jo očist. Amen? Da boš lahko čist, haleluja. Amen? Cerkev, mi smo že čisti, če smo prišli k Jezusu. Amen? Ne pustiti hudiču, da ti laže, da si grešnik. Drugo je, če nisi sprejel Jezusa, pol pač pridi k njemu. Sveto pismo pravi, če v srcu veruješ, da ga je obudil od mrtvih in ga z usti priznaš za svojega Gospoda, boš odrešen, haleluja. Upravičenje od svojih grehov ne dosežeš s tem, da ful lepo zdaj živiš, ampak da sprejmaš Jezusa za svojega rešitelja, da po veri sprejmaš, da je Jezus na križ odnesel tvoje grehe. Na križu je Jezus postal greh. On je postal greh, piše v 2. Korinčanom 5, da štati sta pošten, 2. Korinčanom 5, 20. Prej sem ful hitel, zdaj pa ful časa zgubljam. Haleluja. V Kristusovem imenu smo torej poslani, kakor če bi Bog opominal po nas. V Kristusovem imenu vas prosimo, spravite se z Bogom. Naslednji citat. Iz njega, ki ni poznal greha, je za nas napravil greh. Se pravi, v bistvu boljši prevod je njega, ki ni poznal greh, je zaradi nas naredil v greh. Jezus je postal greh. Zakaj? Da smo mi v njem postali Božja pravičnost. Amen? A lahko zdaj svojemu sosedu rečeš, ti si Božja pravičnost. Zato se nehi sekirati. Nehi se sekirati, nehi se drogirati, nehi grešiti, nehi se ukvarjati s smetmi tega sveta. Haleluja. Amen? Ne se ukvarjati s smetmi. Haleluja. A razumeš, zakaj? Ker si Božja pravičnost. Ne zato, da boš dosegel Božjo pravičnost, ampak zato, ker si Božja pravičnost. Amen? Cerkev, to je najbolj pomemben korak na križu, ki se je zgodil. Da veš, da je on postal greh in si ti njegova pravičnost. Amen? In zdaj, če boš slučajno kdaj padel v greh, lahko hitro prideš nazaj k njemu. Zakaj? Ker veš, da se več ne jezi nate, ampak da te obnovi, osveži, dati nov zagon, izpolnite svojim duhom, dati svežo vizijo in v bistvu se šele takrat lahko lotiš korenine svojega problema. Zakaj si sploh šel take neumnosti delati? Amen? Ker problem je, če skozi rabaš odpuščanje, ti se nikoli korenine ne lotiš. Če pa veš, da ti je že odpuščeno, pa več ne boš hotel grešiti. In če boš slučajno grešil, se boš šel korenine lotiti. Ko boš rekel, dosti imam tega, jaz sem Božja pravičnost. Haleluja. Amen? Se ne boš hotel valiti v blatu. Haleluja. Ok, a gremo na drugo stvar. Opravil je, na križu je Jezus obračunal s starim človekom. S tvojim starim človekom. Dajmo si to pogledati. Psalam 51:7. Glej,
V krivdi sem bil rojen, v grehu me je spočela moja mati. A ni res, cerkev? Čim si se rodil, si bil sebičen. Takoj, pol, ko si bil star 2 let, da ne govorimo, haleluja. Večinoma otrok je 2 let star, misli, da je cel univerzum se okoli njega vrti. Vsi, on misli, da njegovi starši so njegovi služabniki. Vse, in čim kaj ne dobi, se mu utrga, znori. Kje je moja duda? Čisto znori, če moja mama v 2 sekundah ne pobere. In pol, ko je odrastel, so sam druga cena igrača, je tako. Samo številke se spremenijo. Naenkrat ne rab več dude, rab nov avto, pol rab novo ženo, pol rab ne vem kva, haleluja. Cerkev, to je pač star človek. Starega človeka se samo na en način rešiš. Dost pridig pa dost cerkva se ukvarja s tem, kako ga pošminkati, polepšati, sfrizirati, operirati. Ampak samo eno sredstvo je dost dobro za njega. Dajmo s to pogledati. Efežanom 2:4. Toda Bog, ki je bogat v usmiljanju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil. Po milosti ste bili namreč rešeni in z njim nas je obudil in nas posadil v nebesa v Jezusu Kristusu. Se pravi, tukaj piše, da preden si sprejel Jezusa, si bil mrtev v svojih grehih. In mislim, da nekje v Bibliji govori o mrtvecih, ki hodijo naokoli. Govori v bistvu o starem človeku, o človeku, ki misli, da je dober človek, ampak je duhovno mrtev. In takšni smo bili mi, preden smo sprejeli Jezusa. Zdaj pa piše, nas je skupaj s Kristusom oživil in posadil na svoj prestol. In dajmo zdaj pogledati Rimljanom 6:6, kje je star človek ostal. Vemo, da je bil naš stari človek križan z njim vred. Kje je zdaj tvoj star človek? On je križan, on je ostal na križu, z Jezusom je prbit na križ tvoj star človek. Amen? Da bi bilo telo greha uničeno in bi mi več ne sužnjevali grehu. Se pravi, ti nisi več sužen greha, haleluja. Zato ne imeti izgovorov, star človek, moj star človek me je odpeljal spet, da sem se ga napil. Tvoj star človek ten kamar ni odpeljal, on je na križ prbit, ti sam ne štekaš, da si nov človek, haleluja. Prevaran si, haleluja. Poglej naprej. Kaj ti, kdor je umrl, je upravičen greha. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli. Saj vemo, da Kristus, potem, ko je bil obojen od mrtvih, več ne umre. Smrt nad njim več nima oblasti. Kajti, kar je umrlo zaradi greha enkrat za vselej. Kar pa živi Bogu. Tako tudi vi računajte na to, da ste mrtvi za greh in da živite za Boga v Jezusu Kristusu. Amen? Jezus nikoli več ne umrl v cerkvu. Nikoli. Amen? Kaj pa ti? Ja, ti tudi ne, haleluja. Amen? Ti nikoli več ne boš umrl. Jaz se spomnim, ko sem sprejel Jezusa v Binkošni cerkvi, to bilo. In pa so bili glih eni črnci, eni reperji so bili na obisku. In so rekli, gre z nami na ulico, oznanite evangelije. Se rekel, ja, gremo, haleluja. In pol je človek tako videl, da sem nov, najbrž po mojem žargonu ali kaj, da sem še kaj zaklel, jaz ne vem. In pa je rekel, koliko dosti pa ti že? Takoj sem mu bil sumljiv. Se rekel, pa prej sem sprejel Jezusa, pol ure nazaj. Je rekel, res kaj, a lahko še jaz skupaj zate molim, da bo bolj zihar. Se rekel, okej, dajva. Ker jaz sem ga sam sprejel, razumete, v drugi vrsti sem sedel. In pol je on molil zame še enkrat, jaz sem za njim ponavljal. In pol je rekel, wow, to mi je bilo najbolj všeč, ker rekel, zdaj si vstopil na največjo avanturo. Zdaj tu, če te ustrelijo, boš samo profitiral. Rekel, wow, to rabam, haleluja. Amen. Ne, če bi tebi to jaz rekel, ko si sprejel se, zdaj tu, če te kdo ustrelijo, vse v redu. Nema bi pol zbežil od nas ali bi bil toliko navdušen, kaj jaz. Ampak cerkev, to, če rečeš 20 let staremu človeku,
Hej, tudi če te kdo ustreli, sam profitiraš. Haleluja. Meni ni mogel boljše stvari reči, res. Wow, jaz sem zmagal, haleluja. Jaz sem prišel do konca, ni mi več treba iskati, haleluja. Na najboljši avanturi sem, tudi metak me več ne more ustaviti, haleluja. Amen. Slava ti, Jezus. In pol, cerkev, čez pol leta sem imel nož na vratu. Od enega zadetega vojaka, ki je rekel, če ne boš zanikal Jezusa, ti bom vrat prerezal. Haleluja. In potem sem se skoraj pokakal v hlače. In sem sam začel moliti v jezikih. Začel moliti v novih jezikih. In človek se je spreobrnil, haleluja. Nož se mu je začel trest, padel je dol, padel mi je na kolena in začel izpovedovati vse svoje grehe. Haleluja. In potem sem ga potolažil, haleluja. In ga pripeljal v Jezusu. In potem sem ga v cerkev pripeljal, haleluja. Pa dva njegova frenda, vsi so bili čisto zadeti, haleluja. Ampak to je avantura, haleluja, amen. Vprašaj svojega soseda, si že na avanturi? A si že vstopil v avanturo, haleluja. Jaz ti povem, haleluja, maziljenje je močnejše od noža, haleluja. Jaz sem srečal človeka, ki nam je pokazal na hrbtu vtise od metkov, ki so nam ga streljali v Mehiki zaradi Jezusa. Ampak metek ni mogel čez njegovo kožo. Zakaj? Ker je maziljenje močnejše od metka. Amen. Ko hodi z Bogom, haleluja. Ti boš umrl samo, če je Božja volja. Razumeš? In v bistvu smrti nož okusu, no. Tvoj telo bo samo zaspal. Ker ti se steto s koso v roki, nož več srečal. Razumeš? Ti imaš večno življenje. Na tabo smrt nima oblasti. Amen? Zato je meni ful težko moliti za novorojene vernike, če umirajo. Ful težko. Ker pridem v bolnico, pa so ful veseli. In vidim, da hočejo iti Jezusu. Kako ne jaz pa molim za ozdravljenje? Pravijo mi pa, da hočejo biti ozdravljeni. Ampak noci pa ful želijo iti domov. Razumete? To je kar problem. Lažje moliti za nevernika. Haleluja. Haleluja, ni to da bez cerkev, haleluja. Haleluja. Ok, kaj je novo rojstvo? Janez 3:6. Kar je rojeno iz mesa je meso. In kar je rojeno iz duha je duh. Ne čudi se, da sem ti rekel, morate se roditi od zgoraj. To Jezus ni rekel enemu ateistu. On je to rekel največjemu duhovniku na zemlji v tistem času. Največjemu teologu Nikodemu. Rekel, kaj se čudaš? Na novo se moraš roditi. Ni mu rekel, ti ful vse štekaš, ti si ful inteligenten, haleluja. Ti si ful priden človek, pa ful si religiozen, ti si zgled, haleluja. Ne, rekel, človek mora se na novo roditi. Če ne, si pogubljen. Kako se na novo rodiš? 2. Korinčanom 5:17. Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Se pravi, moraš priti v Kristusa. Moraš reči Jezus, haleluja, verjamem vate. Več ne zaupam v svoje religiozne dela. Verjamem, da si ti prelil kri za moje grehe. Si ti predan svoje življenje in greš v Kristusa. In Jezus je rekel, kdor me ljubi, bo jesti nočo, prišla in bo si naredila dom v njemu. In kaj se ti zgodi? Postaneš nova stvar. To sem jaz hotel, da bi moja sestrična poštekala. Preden se je poročila v unih par minutah. Je nova stvaritev. Staro se pa še vedno nekje drži in te vleče dol. Ne, to ne piše. Piše, staro je minilo. Haleluja. Amen. Staro je minilo. Haleluja. Ti si, recimo v sosedu, ti si 100% nov človek. Haleluja. Ok, to sta bili dve stvari. Se pravi, pravo je z grehom, pravo je i starim človekom. Ti več nimaš starega človeka. Amen? Ti nimaš več starega človeka, ki te vleče v greh. Ki je prbit na križ, tvoj star človek. Tretjič, opravil je s tvojim mesom. Ljudje pravijo, ful sem bil v mesu. Ful sem... On je obračunal s tvojim mesom. In zdaj ne govorimo o dieti, haleluja, ker meso je v grščini sarks, kar pomeni telo,
grešne navade, napačne želje, neprenovljen človeške zmožnosti, človeško razmišljanje, ki je neodvisno od Boga. To so mesene stvari. 2. Korinčanom 5:16. Zato mi od sedaj nikogar ne poznamo po mesu, če smo pa tudi poznali po mesu Kristusa, ga sedaj ne poznamo več tako. Amen? Zato ne imeti nekih mesenih figur Jevsa okoli vratu ali pa v svoji sobi, ko ni več v mesu. Razumeš? Jevs je slaven. Jaz sem glih za veliko noč gledal na Sloveniji, sem gledal en italijanski film, Evangelij po Mateju, ki je Jezus gledal tako na pol Rom, na pol Italijan. In Marija ni vedela, da je moški ali je človek, mislim, ali je ženska, pardon. Se vidi v angleščini na pol razmišljam. Ampak ful mi je bilo dobro gledati, ker je bil čist drugačen, kot sem ga navajen iz filmov. Ker dejansko je res čist drugačen. Sam ne v negativno, ampak pozitivno. Jaz sem ga samo enkrat videl v cerkvu. Sem samo enkrat ga videl. Med slavljenjem, haleluja. In cerkev bil ogromen. Bil je slaven, haleluja. To je bilo, Jaz naenkrat sem imel samo odprto usta in iz mene so slapovi ven tekli. Takšen power je to, haleluja. Jevs je slaven, razumeš. To je, noben mu ne more blizu priti, da se ne bi ga scvrl, kot da bi v sonce se hotel zaleteti. To je poln Božje slave, haleluja. To je takšna moč, slava, ljubezen. To ni en človek, ki se lahko z njim hecaš, haleluja. Jevs je Jezus. Vse drugo je ful daleč pod njim nekje. Ful daleč. Tako da, ko ljudje rečejo, pa ful si nesprejemljiv do drugih religij, zakaj sam Jezus? Ja, moraš ga videti, pa ti bo jasno, zakaj sam Jezus. Ker daleč pod njim ni nobenega, razumeš? Kako bo en Buda zraven njega prišel, en Muhamed? Razumeš, da ni druge energije, variante, kemije, tablete, čikre, čakre, nirvane, ne vem, kart, ne vem, kva bi rad imel, si nor. Da je to predel, so pa sam, kot un komar, ki se v mrežo električno zaletel. Ki se vse cvre v njegovi prisotnosti. Cerko, jaz, ko sem prišel v Jevsu prvič, hvala Bogu, ga nisem videl, ko bi moj takoj umrl. Ampak njegova prisotnost je prišla name. In je samo rekel, jaz sem živ. Sem padel dol, sem se razjokal pred njim, haleluja. Ampak sem vedel, da me ljubi, bolj kot kjerkoli človek. Bolj kot moja mama, ki jo že en let nisem poklical, da bi povedal, kaj delam. Sedel, Bog me ljubi še bolj, haleluja. To je popolna ljubezen, to je popolna moč in popolna ljubezen istočasno, haleluja. Amen. On je upravil z mesom. Mi zdaj nobenega ne poznamo po mesu, niti Jezusa. Jezusa več ne poznamo po mesu. Cerkva, ni res. Včasih gledamo po mesu. Jaz sem vsem svojim sošolcem šel govoriti o Jezusu, ko sem se spreobrnil. In potem sem ene 2 vrste njih napolnil tam v prvih 2 vrstah v Binkošti cerkvi. Enkrat direkt iz Žura smo prišli. In za one, ki sem bil ziher, da se bojo spreobrnili, se niso. Za one, ki sem bil ziher, da se novijo, so vse, haleluja. Razumem, sploh ne moreš več ljudi poznati po mesu. Amen? Za ene misliš, ta je pa da beš človek. V mesu je pa katastrofa, razumeš. Je pa ful ego, samopravičen, samovšečen, poln suhih kosti, pobeljen grob, gadja zalega. Pa ti lahko citira Biblijo, lahko dela, kar hoče. Razumeš, ko nobenega več po mesu ne poznamo. Amen? Ampak po duhu, haleluja. Carol je danes gledala en video posnetek, ful je bila navdušena na cerkvi, si rekel, ni mi všeč, je ful, to je sama religija. In pol je rekel, ne, ful je the best. In pol šla gledati nekaj na internet, da malo več vidi v tem cerkvi in je videla same afere, same katastrofe noter. Sam ne povedati. Aj, se je že dobro, upam, da mi ni razumela. Ampak ti v duhu, cerkev, jaz sem imel ful rad enega pridigarja, sem ful njegove kasete poslušal. In potem sem ga srečal v Angliji in sem ga povabil tako
Hotel sem ga povabiti, da pride k nam v Slovenijo v cerkev in mi je Bog sam govoril, on je odpadnik. To je odpadnik od Boga. In pa sem si mislil, wow, pa ful je bil en mojih idolov, razumete? Njegove knjige sem kupoval, njegove kasete. In pol, tam, kjer je pridigal, sem rekel pastorju, pazi tega človeka, to je odpadnik, ne ga več imeti v svoji cerkvi. In pa rekel, si ti nor, Klem, ti veš, da je to, se rekel, vem, imam njegove knjige, imam njegove kasete, sam bom vse stran vrgel. In pa sem zvedel, da je postal homoseksualec. Razumete? Zakaj? Ker mi nobenega več ne poznamo po mesu. Nobenega, haleluja. Amen. Ne biti prevaran. Bod v duhu, haleluja. Amen. Bod duhoven človek, haleluja. Zato moraš tudi vedeti, Bog je tudi tvoj meso pribil na križ, haleluja. Dajmo si pogledati, kad cerkev meso oponaša duha. Vedko? Meso, recimo, mi če hočemo, da ful Bog deluje, pa bomo zdaj vsi skakali, pa upili, pa dvigovali roke, pa to. Kva se bo zgodilo? Bož, da smo tako, kot smo bili danes. Ko ste bili vsi neki zaspani, paleni, pa je vse sveti duh deloval, ste opazili? Samo malo bolj drugače, malo bolj nežno, haleluja. Jaz sem raje tako cerkev, haleluja, kot da smo ful v mesu neki. Amen? Bod v duhu, haleluja. Poglej 1. Korinčano 13.3. Meso lažno služi Bogu. 1. Korinčano 13.3. Ko bi porazdal, važivaš v Bogim vse, kar imam, in ko bi dal svoje telo, da zgorim, a ljubezni ne bi imel, mi nič ne koristi. Sprav, če jaz prijem, nekaj delam, pa nimam ljubezni, cerkev je vse brez veze. Bož, da sedim na stolu, dokler se ne spravim v red duhovno. Amen. Ne služiti Bogu iz mesa, haleluja. Ne se napenjati, ko boš sam pregoril. Dajmo si zdaj pogledati še nekaj v tem svojem križu. Matej 16:23. On pa se obrnil in rekel Petru, poberi se za menoj, Satan. Vas potiko se mi, ker ne misliš na to, kar je Bože, ampak kar je človeško. V bistvu boljši prevod, ker razmišljaš po meseno. Ne razmišljaš po Božjem, ampak po meseno. Tedaj je Jezus rekel svojim učencem, če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil, kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Haleluja. To je pa največja svoboda. Amen. To je pa največja svoboda, cerkev. Haleluja. Dajva si ful želeti, da zgubiva sebe. Amen. Cerkev, ne znam vam povedati, kolikrat imam ful probleme, zato ker sem jaz v centru problema. Če bi sam sebe lodal ven iz tega problema, bi bil problem ful obvladljiv. Ampak, ker se okoli mene vrti, wow, to je pa nerešljiva uganka. Amen. Probi, če kdaj komu svetuješ, dati njega ven iz tega problema. Bo tako vse easy. Amen. Haleluja. Vem, vam se to ne dogaja. Haleluja. Se upravičujem, da sem ful pod vašim nivojem. Haleluja. A vi nimate sebe nikoli tako v centru. Haleluja. Cerkev, dajmo malo razmisliti, kolikrat smo mi skozi v problemu not vključeni. Probi razmisliti, kjer problemaš, pa poglej, kje si ti zraven. Razumeš? Haleluja. Cerkev, če sebe zgubimo, bomo največ naredili. Največ, pol se bomo najdeli v Kristusu. Amen? Sam sebe moramo zgubiti. Haleluja. Amen? Se pravi, nam ne sme biti grožnja, cerkev. Nam ne sme biti grožnja umreti sami sebi. To nam mora biti tako passion. Haleluja. Mora nam biti strast. Wow, sebe sem zgubil. Kako si danes kaj? Ful sem se zgubil, haleluja. A res, a si čist zgubljen? Čistaj, kaj pa ti? Haleluja. A čist si se zgubil? Čistaj, haleluja. Že 4 ure nisem na se pomislil, haleluja. Wow,
blagor tepej. Haleluja. Dajmo si pogledati, kje je pa naš meso zdaj, kje je ostal naš meso. Kološanom 2:11. V njem ste bili tudi obrezani in sicer z obrezo, ki je ni naredila človeška roka, ampak s Kristusovo obrezo, s katero ste slekli svoje meseno telo. S krstom ste bili namreč pokopani skupaj z njim. V njem ste bili tudi obujeni po veri v delovanje Boga, ki ga je obudil od mrtvih. Haleluja. Se pravi, ko se ti odločiš, da bo sledil Jezusu in rečeš, noč, grem se krstiti, krst pomeni potopitev, se potopiš v vodi. Mi bomo spet kmalu imeli krst. In pol, ko se ti v vodi potopiš, kaj je tam? Meso je obrezan v Kristusu. Če si religiozen človek, pa ne bi rad nazaj padel v mrtvilo religije, ampak vstal v novosti življenja, čim prej se daj krstiti v vodi. Čim prej. Ker krst pomeni, da si se ti odločil. Da ti praviš, jaz bom sledil Jezusu. Se bom dal potopiti. To je obreza srca. Meso pa v stran, pod vodo. Rimljanom 13:14. Oblecite Gospoda Jezusa Kristusa in ne delajte si skrbi za meso, da mu strežete v poželenju. Dajmo si par citatov sam pogledati. A vam je všeč Biblija? Haleluja. Dajmo iti malo v Božjo besedo. To je dosti boljše kot vse moje zgodbe. Res, haleluja. Rimljanom 3:20. Kaj ti iz del postave ne bo upravičeno nobeno meso pred njim. Zakaj po postavi prihaja spoznanje greha? Galačanom 3:3. Ste li tako nespametni, začenši v duhu, sedaj v mesu dokončujete. Se pravi, ljudje so, Jezus jih je odrešil in pa so rekel, vsem se moramo držati pravil, pa zakonov, pa obredov. In pol jih je Pavel, pač ni bil glih vesel. Galačanom 4:23. Toda kateri je bil od sužnje, se je narodil po mesu, a kateri od svobodne po obljubi. 4:22. Galačanom 4:29. Ali kakor je takrat tisti, ki se je po mesu narodil, preganjal tega, ki je bil po duhu rojen, tako tudi sedaj. Filipljanom 3:3. Kajti mi smo obreza, ki v Božjem duhu služimo Bogu in se hvalimo v Kristusu Jezusu in ne stavimo upanja v meso. Galačanom 5:16. Pravim pa, po duhu živite in po želenja mesa ne boste izpolnjevali. Amen. To je meni največji ključ. Največji ključ, haleluja. Izpolnjuj se svetim duhom. Ber Božjo besedo in daj jo v prakso. Vedno se vprašaj, kaj bi Jezus zdaj naredil na mojem mestu. Amen. To pomeni, da živiš po duhu. Amen. In kaj se ti bo zgodilo? Avtomatično ne boš izpolnjeval želj mesa. Haleluja. Kajti meso, Galačanom 5:17. Kajti meso želi zoper duha, duh zoper meso. Ta sta si namreč nasprotna, da ne delate, kar hočete. 5:19. Očitna pa so dela mesa, katera so prešuštvo, nečistost, pohotnost in tako naprej. Galačanom 5:24. Kateri pa so Kristusovi Jezusovi, so meso na križ razpeli slami in željami. Kje je tvoje meso? Na križu, haleluja. Jezus je opravil s tvojim mesom na križu. Kako to sprejmaš? Po veri. Po veri, haleluja. Tako kot vse drugo, moraš verjeti in pol daš v prakso, haleluja. Galačanom 6:8. Ker kdor seje v svoje meso, bo od mesa žel pogubo, a kdor seje v duha, od duha večno življenje. Amen. Bolj, ko se ukvarjaš z duhovnimi stvarmi, Božja beseda, slavljenje in tako naprej. Kaj se ti bo zgodilo? Ja, haleluja, več večnega življenja bo šprical ven iz tebe, haleluja. Amen. Več bo Bog čez tebe se proslavil. Ok, gremo, druge ne bom toliko veliko časa se vzel. Četrta stvar, opravil je svetom. Tvoj
Sovražnik je duh tega sveta. A veš, česa si ti odrešen? Ti si odrešen iz sveta. Dajmo s to pogledati. Janez 8:23. In govoril jim je, vi ste od spoda, jaz pa sem od zgoraj. Vi ste od tega sveta, jaz pa nisem od tega sveta. Tako da, če te kdo že kdaj zmeril, da nisi iz tega sveta, si v dobri družbi. Haleluja. Janez 15:18. Če vas svet sovraži, vedite, da je mene sovražil pred vami. Če bi bili od sveta, bi svet ljubil, kar je njegovo, ker pa niste od sveta, ampak sem vas jaz odbral od sveta, vas svet sovraži. Dajmo si pogledati, kako hoče svet pritiskati na te. Marko 4:18. Spet drugi so osejani med trnje. To so tisti, ki besedo slišijo, to da posvetne skrbi, zapeljivost bogatstva in poželenja po drugih stvareh se prikradejo vanje in jim zadušijo besedo, tako da postane nerodovitna. 2. Timoteja 4:10. Dema me je zapustil zaradi ljubezni do tega sveta. In kere stvari so na svetu? Samo 3. A ni to dobro? Mene ful všeč, simple točke. Ne, da moram ful vse živo razmišljati. Samo 3 stvari so na svetu. 1. Janezovo 2:15. Ne ljubite sveta in tudi ne tistega, kar je v svetu. Če kdo ljubi svet, v njem ni očetove ljubezni. Kajti vse, kar je v svetu, in zdaj bo naštel, poželenje mesa, poželenje oči in napuh življenja, oziroma ponos življenja. Ni od očeta, ampak od sveta. Se pravi, poželenje mesa, poželenje oči in ponos. Samo te 3 stvari moraš zmagati. Amen? Full simple, haleluja. Amen? V bistvu si jih že zmagal, samo moraš po veri zdaj hoditi, haleluja. Svet in njegovo poželenje mineta, kdor pa izpolnjuje Božjo voljo, ostane vekomaj. Potem 5. poglavje, 1. Janezovo 5:4. Kajti vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. Amen. Reci svojemu sosedu, ti si rojen iz Boga. In zmaga, ki premaga svet, je naša vera. Haleluja. Kdo premaga svet, če ne tisti, ki vedno izpolnjuje vseh 10 zapovedi? Pardon. Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da Jezus je Božji sin? Amen. Še en full the best citat, Galačanom 6:14. Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil. Ne, če se lahko pohvališ s tem ali ne. Sam posli se je glih kar pohvalil. Haleluja. Ful se hvalim, da se nič ne hvalim. Haleluja. Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, po katerem je bil svet križan zame, jaz pa svetu. Amen. A ni to the best? Med tabo pa med svetom je križ. Haleluja. Ok, gremo še pogledati. Jezus je upravil s prekletstvom. 5. Se pravi, prekletstvo je realna stvar. Prekletstvo gre z generacijo v generacijo, dokler ga nekdo ne prekine. Jaz verjamem, da v mene je šel nek prekletstvo od mojega dedka, ki je umrl s tumorjem v glavi. In potem sem se jaz rodil in skozi sem imel glavobole. Letnica njegove, datum njegove smrti pa mojega rojstva je isti. In včasih demoni iščejo pač naslednjo žrtev. In cerko, jaz se spomnim, jaz sem celo svoje pojstvo obgrizel, jaz sem imel na bel poštrihano leseno pojstvo, ampak tle, ki je rob pod pojstle, ni bilo belega, ampak so bi samo vtisi od mojih zob, ki mi je to glava bolela. Tako, enkrat na 2 tedna recimo, ne zdaj 24/7, ampak enkrat na 2 tedna ali pa včasih celo vsak teden. Ampak to, jaz se spomnim še zdaj, ko sem grizel pojstvo in tam je zraven moj oče stal. In se je sprašal, kako naj mi pomaga. Dal mi je tablete, dal mi je ne vem, kva mi dal. Ampak mi ni mogel pomagati, ker ni poznal Jezusa. Razumeš, koliko smo mi blagoslovljeni? Samo prekletstvo včasih zlomaš. Sam reče, stran Satan od mojega otroka. Haleluja. In cerko, jaz, ko sem sprejel Jezusa, sploh nisem vedel, da obstaja uzdravljenje. Razumete? Jaz sem bil sam vesel, da je Jezus večji od Satana.
Jaz sem bil sam vesel, da sem prišel do Boga, haleluja. Mene je bilo vse, če bom umrl od bolezni ali ne, nič me to, sem bil tako happy, da imam Jezusa. Ampak kaj sem opazil, čez en mesec, rekel, pa mene nič glava ne boli. Čez en let, nič me glava ne boli. Čez 2 let, še vedno nič me glava ne boli. 3 leta kasneje, še vedno me ne boli glava. A razumete, sploh mi molt ni bilo treba proti glavobolu. In pa sem se vozil z mokro glavo, z odprtim šipom, razumete, ves prepihan, še vedno me ne boli glava. Haleluja. Dokler se nisem začel z enim poslom ukvarjati. In pol me je začela glava boleti. Ker sem 1 let se s tem ukvarjal. 1 let sem mogel ustrajati v eni stvari. In pol sem sprašal Boga, a naj še nadaljujemo ali ne. In pa me je glava začela boleti. Sem rekel, hvala ti, Jezus, dosti je bilo. In sem zbrisal software iz svojega računalnika. Nehal sem, zaprl sem uno firmo in takoj mi je nehala boleti glava. Haleluja. Amen. Haleluja. Moš hoditi v duhu. Ampak ne te povem, rešen si prekletstva. Dajmo s to pogledati. 5. Mojzesova 28:15. Če bi rad videl, česa si odrešen, jaz ti ne bom bral, ker čeprav bi bilo fajn, ampak preberi si sam. V 5. Mojzesovi 28, od 1 do 14, imaš naštete blagoslove. Meni je to naredilo revolucijo, ko sem prvič to prebral. Od 15. pa do konca imaš pa še enkrat več upisana prekletstva. In zakaj jih je toliko veliko? Zato, da veš, česa vse si odrešen. Če ne boš poslušal glasu Gospoda svojega Boga, pride vsa ta prekletstva na te, pa jih našteje. In cerkev, mi smo vsi bili neposlušni. Vsi smo se rodili v grehu. Samo Jezus je lahko to odrešil. Zato v Galačanih 3:13 prav, Kristus pa nas je odkupil od prekletstva postave, tako da je za nas postal prekletstvo. Jezus je na križu bil neprepoznaven. V Izaiji piše, da se sploh ni vedel, kdo to visi na lesu. Ena stvar je zato, ker so ga toliko mučili, druga je pa, ko vsa prekletstva so prišla v njega in on sam je postal prekletstvo. Amen. In zakaj? Dajmo se pogledati. Da je, pisano je namreč, preklet je vsak, kdor visi na lesu. To se je zgodilo zato, da bi Abrahamov blagoslov prešel v Kristusu Jezusu k poganom in bi mi po veri sprejeli obljubo duha. Reci svojemu sosedu, ti si blagoslovljen. V Genezi 12 si lahko malo v tem blagoslovu prebereš. Ok, še 2 imamo. Opravil je slabostmi in boleznimi. On je odnesel vse tvoje bolečine in vse tvoje bolezni na križ. Izaija 53:4. V resnici nosil je naše bolezni, naložil si je naše bolečine. 800 let, preden je prišel, to piše. Potem Jezus citira Izaijo v Mateju 8:16. Ko se je zvečerilo, so privedli k njemu veliko obsedenih. Z besedo je izgnal duhove in ozdravil vse bolnike. Tako se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju. On je odvzel vse naše slabosti in odnesel vse naše grehe. In 7., zadnja stvar, ko jo je vzel, je siromaštvo, uboštvo, pomankanje. 5. Mojzesova 28:48. Poglejmo si nazaj eno od prekletstev, ki je omenjeno v seznamu prekletstva. Zato ti bode služiti svojim sovražnikom, ki jih pošle Gospod zoper tebe, oblakoti, žeji, v nagoti in vsem pomankanju. Cerkev, Jezus je ta pojem siromaštva, ki je lakota, žeja, nagota in vse pomankanje. On je to na križu izpolnil. On je na križu visel lačen, žejen, v vsem pomankanju, nag, brez vseh frendov. Zakaj? 2. Korinčanom 8:9. Saj vendar poznate milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, bogat je bil, pa je zaradi vas postal Bog, da bi vi obogateli po njegovem uboštvu. Amen.
Cerkev edini zadnjič sem povedal, edini brezdomc v Šentjurju, ki imamo krščanski center tam, je pred ene pol leta prišel med nas. In pol mi je naš kitarist rekel, wow, ful sem vesel, da je še edini brezdomc končno, tokrat sem ga že povabil, končno je prišel in je sprejel Jezusa. Predal je življenje Jezusu, molili smo za njega. In čez ene 3 tedne, in pol je vsak teden je prišel, ali pa čez 3-4 tedne, sem ga vprašal, kje pa kaj živiš? Sem mislil, da mi bo rekel, pod katerim mostom je, ali ne vem. Rekel, ja, ful imam da best stanovanje, odkar sem sprejel Jezusa, haleluja. Bog mi je vse zrihtal. Sem rekel, pol nisi več brezdomec? Sem rekel, ne. A razumeš, včasih moraš sam sprejeti Jezusa, haleluja. Doskrat moraš pa tudi imidž siromaha spremeniti v sebi. Da sebe ne vidiš. Jaz recimo, ko sem prišel do spoznanja, ko sva kupila parcelo, da moram jaz graditi hišo v cerkvu, v meni se je samo imidž človeka z 2 levim rokam dvignil. Ker meni je oče vedno govoril, da sem ful dober filozof, samo da imam 2 levi roki, ki je bilo treba kaj delati. In pa sem mislil, ne, kako bom jaz zidil hišo, če imam 2 levi roki? Ampak Bog ne pravi, da imaš 2 levi roki. Veste, kaj je Bog prav? On pravi, da karkoli se tvoja roka dotakne, boš uspel. Amen? Česarkoli se dotakneš, boš uspel. Haleluja. Amen? Cerkev, jaz sem to toliko verjel, da sem enkrat, ko sem bil mlad kristjan, pojma nisem imel v eni panogi, s katero se bom zdaj ukvarjal, ampak sem mislil, samo če bo moj oglas v Salomonovem oglasniku, bom postal milijarder. Zakaj? Zato, ker česarkoli se dotaknem, bo ful uspeval. Hvala Bogu, po mojem bi Bog vesel, da imam vsaj vero, če že nimam dosti modrosti, haleluja. Ker pa se lahko gradi na nečema, razumete, haleluja. Imaj vsaj vero, haleluja, amen. Ampak imaj še modrost, amen. Če bi rad več zaslužil, če imaš premalo denarja, če ti ne gre dobro, bod zvest v tem, kar že delaš. Ne iskati ene super modrosti, bod zvest. In zraven hod v blagoslovu, bod pozitiven, izpoveduj, da ti vse uspeva. Amen. Bod poln radosti, ljubezni, pejt ekstra miljo, narečo malo več, haleluja. In pol, ko ti Bog nekaj govori, mu verjem, haleluja. Jaz ti povem, če hodi z Bogom, noš v nobeni službi več kot par mesecev. Mislim, če ni od Boga ta služba. Drugo je, če si v službi, ki je bum, ki je ulita zate, ki ti jo je Bog dal. Ampak če ti jo ni dal, če si na eni, če je samo odskočna deska, ti noš 20 let na odskočni deski. Amen. Če si že toliko dol gor, pol pa je dol. Amen. Pol malo gor skoči, pa se odbi malo višji. Amen. Začni malo citate iz obilja, recimo imamo na spremni, malo si to poslušaj. Malo si prenov haleluja. Amen. Reci svojemu sosedu, ti si ful uspešen. Mene vsem, koliko denarja imaš na banki. Haleluja. Amen. Mene vsem, s kakšnim avtom si se pripeljal, pa nisi imel za avto. Haleluja. Verjem, haleluja. Amen. Hvala ti, Jezus. Oče, hvala ti za to, da si odnesel na križ vse naše grehe. Hvala ti, Oče, da si jih pribil na križ. Reči, jaz nisem več grešnik. Jaz sem odrešen greha. Reči, jaz nimam več starega človeka. Star človek je na križu in me več nov zagležen dol tlačil. Jaz sem obračunal z mesom. Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Jaz sem osvobojen mesa. Jaz sem odrešen sveta. Svet je zame križan z vsemi svojimi poželjeni vred. Jaz sem odrešen prekletstva. Jezus je postal preklet, da sem jaz blagoslovljen. Nobeno družinsko prekletstvo ne more uspevati v meni in v moji družini.
Od mene naprej se samo blagoslov širi. Jaz sem ozdravljen v ranah Jezusa. Jaz ne bom trpel slabosti, bolečin in bolezni. Jaz sem Božje zdravje. Haleluja. Jaz nisem siromah. Karkoli delam, mi uspeva. Bog blagoslavlja moje življenje. Moj bančni račun, vse moje prihranke, mojo družino, da lahko dajem in si ne sposojam. Da sem glava in ne rep. Da sem blagoslovljen. Da postanem blagoslov. Amen. Haleluja. Slava ti, Jezus. Amen. Dajmo en aplavz Jezusu. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Amen. Amen. Slava ti, Jezus.